V bistvu me zanima za kotlovnico, ne. En del obnove oziroma prenove ste že opravili, drugi del še sledi. Kakšne načrte imate, kaj si v bistvu vi želite, na kak način dokončno prenoviti? V bistvu je potrebno najprej počakati na sprejem energetskega zakona, ki bo prinesel določene usmeritve in seveda bo zakon tudi prinesel obveznost, da bomo sledili tako uporabi obnovljivih virov energije in pa tudi učinkovite izrabe energije. V tej smeri bodo pripravljene strokovne podlage, ki pa še jih čakamo. V tem trenutku še jih nimamo. Počakamo na sprejem energetskega zakona, potem bomo videli, ne. Seveda bo pa potrebno speljati ves postopek v skladu z predpisi, tako da bomo sprejeli v samem zazidalnem načrtu za to območje tudi predvideli tisto končne variante uporabe energije v Konjicah. Pričakujete, da bo prišlo do te variante? Jaz pričakujem, glede na to, da se bo kmalu pričelo redno delo tudi v parlamentu, da bi ta zakon v prvi polovici leta bil sprejet, torej nekje do jeseni bi lahko sporedno z sprejemanjem zakona tudi pripravljali strokovne rešitve. Sprejeli ste tudi znižanje komunalnega prispevka za polovico, za kaj gre? V bistvu gre za to, da smo sedaj na enoten način sprejeli oziroma določili kriterije, kako se določa višina komunalnega prispevka pri novogradnjah na celotnem območju občine. In ko smo prišli do poenotenja vseh parametrov, smo pravzaprav ugotovili, da se je pri večini kategorij cena zvišala za 15, največ 20%. Ravno pri gradnji hlevov pa je prišlo do, če se držimo tistega osnovnega odloka, potem pridemo do faktorja 3, se pravi, komunalni prispevek se je povečal s faktorjem 3. In glede na to, da je teh gradenj silno malo, smo želeli omogočiti, da bodo tudi kmetje, da ne bodo plačevali trikratnik sedanje vrednosti komunalnega prispevka in da se bo to nekje umirjeno, da bo ta rast umirjena. Smo sredi zime, kako je z dvorcem Trebnik? Z dvorcem Trebnik v tem trenutku potekajo zadnje priprave pri pridobivanju projektne dokumentacije, se pravi zadnje opravila še potekajo, potem pa seveda čakamo na 6. razpis, ki bi naj bil nekje v februarju, 6. razpis Sklada za razvoj regij, in v odvisnosti od uspešnosti naše prijave bomo potem seveda zastavili nadaljnje aktivnosti. Jaz sem optimist in verjamem, da bomo nekje marca že vedeli, ali bomo lahko v letošnjem letu prišli do tistega želenega cilja, to je, da bo nova streha že na dvorcu Trebnik na B objektu in da bomo tudi v naslednjem letu nekje že vdahnili vsebino temu nekoč ponosu, danes sramoti, in verjamem, da bomo enkrat čez čas prav ponosni na ta kompleks. Dvorec je zimo zaščitili? Dvorec smo poskušali zasilno zaščititi s folijo, ker dosti zahtevno opravilo je bilo to, kajti streha je na pretežnem delu v takšnem stanju, da niti nimaš folije kam pribiti, kaj še da bi vstopil na ostrešje. Zato je bilo potrebno, da smo kar z 2 avtomobiloma, 2 lestvama nameščali to folijo. In ko sem včeraj ravno šel mimo, vidim, da je nekaj sicer veter odpihnil. V glavnem, poskušali smo narediti, kar se je največ dalo v tem trenutku. Na roko, ne? Jaz se bojim, da če bi bilo pol metra snega, da bi streha padla.